Lep pozdrav. Nocoj so z nami Kresnice, vokalna skupina, ki deluje pri KUD Kersnik. In sicer, jaz mislim, da je najboljše, da začnemo kar v vašem slogu, ne? Eno. Pred korpicem črešina brava, celovcu na placu prodava, jih veko prodam, jih veko vendam, ker za obrga pobičaj imam. Jih veko prodam, jih veko vendam, ker za obrga pobičaj imam. Bravo! Jaz sem bila zdaj na tonski z vami in sem opazila, da ima gospa dirigentka včasih kar malo težave, ne? Je treba malo strogo zgrabiti gospe. Včasih je treba biti zelo strog, ja, ker drugače ne bi bile to, kar danes smo. Potem bi vas vprašala, jaz sem pogledala v slovar slovenskega knjižnega jezika in Kresnica ima v bistvu kar dosti pomenov. To bom pa prosila našo Zlatko tako zna lepo povedati o rožicah. No, mi smo seveda Kresnice, ali drugače te rožice poznate, cvetejo na polju, se imenujejo tudi marjetice, ivanščice, cvetijo okoli kresne noči. To je pa glede našega izročila zelo čarobna noč, v kateri se čudeži dogajajo in ker je tako čarobna tudi naša ljudska pesem in povezana s tem izročilom, smo se mi odločili, da bomo Kresnice. Ne muhe, ki svetijo, ampak rožice Kresnice. Predpevate predvsem slovenske ljudske pesmi. Zanima me, odkot so, pa kaj vam pomenijo na vse zadnje? No, v glavnem pač izbor delam jaz in zato lahko tudi povem, imamo velik izbor ljudskih pesmi, zajemajo pa vse naše slovenske pokrajine, pa tudi pokrajine izven naših meja, ker živijo Slovenci. Zdi se, da Slovenci ljudsko glasbo nekako potegnemo na plano, predvsem ob kakšnih proslavah, ob raznih takih dogodkih, pa me zanima, se znamo mi identificirati z našo ljudsko glasbo? No, malo vas bom popravila. Ljudske glasbe je vseeno v Sloveniji veliko. Ne? Jaz spremljam tele programe okoli folklore ljudskih pevcev in godcev in sem kar vesela. Pa tudi se bomo držali tistega pravila, da ljudska pesem pri nas ne bo zamrla, res ne bo. Veliko tudi potujete. Zanima me, kje vas bolje sprejmejo, v mesto ali na vasi? Je ljudska pesem še vedno živa tudi v mestih ali bolj? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Moram priznati, da smo povsod lepo sprejete, ampak kar se pa tiče tiste domačnosti, je pa še vedno bolj prisotna na podeželju, kar seveda pomeni, da po naših koncertih običajno tudi pripravijo srečanje z domačini, ker nas pogostijo, nas prejmejo medse, z domačini običajno tudi nekoliko poklepetamo. V mestu pa je seveda to nekoliko bolj uradno, bi lahko rekli. S tem, da moram tu povedati nekaj drugega, da mi vsako leto pripravimo letni koncert, kjer tudi meščane poskušamo preobrniti. In sicer na kakšen način, da svojo publiko, ki običajno napolni celotno Unionsko dvorano do zadnjega kotička, pogostimo po koncertu. Me, pevke, pogostimo naše obiskovalce. In seveda to povzroči tudi po koncertu prijetno druženje, klepet in seveda nismo nikoli s časom omejeni. Hkrati pa navežemo v takšnih primerih tudi nove stike in seveda tudi nove priložnosti za druge koncerte. Zanima me tudi, kaj menite o skupinah, ki predelajo ljudsko pesem v narodno zabavno, in se potem to vrti na radijih? Mislim, da se tudi tako ohrani ljudska pesem. Imamo veliko dobrih etnos skupin, imamo tudi veliko ansamblov dobrih narodno-zabavne glasbe, ki zelo dobro, bi rekla, prenesejo te ljudske motive, z priredbami predelajo in so potem tudi kakšni drugi publiki blizu. Pomembno je, da se ta motivika ohrani in da gre ljudska pesem, pa v kakršnikoli obliki že naprej.
Verjetno ve, ne prepevate ravno zato, da bi prišle na MTV, da bi postali slavne, zaslužile veliko denarja. Zdaj me zanima, kaj je to, kar vas žene naprej? Mislim, da je to ena sama velika ljubezen do ljudskih pesmi. Vse nekako smo v življenju ali v mladosti povezane z ljudsko pesmijo. Ali smo živele v družinah, kjer se je pelo, ali pa nam je kako drugače postala ljudska pesem blizu in smo pač, ne moremo brez tega. In zato smo se združile in našli smo se takšne, kot smo, in danes lahko to odlično nadaljujemo s tem. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk. Pa želim uspešen koncert nocoj na Jurčkovem odru. Hvala lepa.